Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, drage obiskovalke in dragi obiskovalci, prav lepo pozdravljeni v Zajtrku pri Andreji. Počaščena sem, da danes v naši družbi gostimo prvakinjo filma in gledališča, slovensko igralsko legendo. In po skoraj 40 letih nastopanja, tako na odru, v filmu, kot tudi v gledališču, je prejela številne gledališke in filmske nagrade. Je tudi prvakinja gledališkega ansambla ljubljanske Drame. Bila je ambasadorka UNICEF-a. Mi pa se še vedno spominjamo kot Presečnikove Mete iz legendarnega filma Cvetje v jeseni. In prav tako lahko njen glas slišite v moji zvočni knjigi Biblija uspešnega PR-a. Zato sem vesela, da je danes z nami Milena Zupančič. Lepo pozdravljeni. Pozdravljena. Pa sem zdaj omenila Presečnikovo Meto in dogajalo se je, ste rekli, da so vas ljudje še dolgo, zatem zdaj že skoraj pol stoletja od tega filma še ustavljali, pa še vedno spraševali in še vedno nagovarjali kot Presečnikovo Meto. Ja, tako je, ne, zdaj sem ena srečna igralka pravzaprav, ker je en film, ki je bil posnet pred, malo bo, najbrž gre že proti 50, ne, še vedno pravzaprav kar precej živ, ne, še vedno redko kakšen teden mine, da ne bi me nekdo ustavil, pa cvetje, pa seveda, ne. Pa me pa včasih kdo vpraša, če mi je to zoprno. Ja, kako naj mi bo zoprno? Zelo bi bila krivična in nepravična, če bi rekla. Saj delamo zato, da imajo ljudje nekaj radi, da usvojijo. In jaz imam, tle sem jaz res ena srečnica, pa veste, kaj me tudi zelo veseli, da, ker to zelo pogosto ponavljajo, ne. In tako da že zdaj otroci pravzaprav gledajo še vedno in jim je všeč, ne. In se mi je zgodilo mogoče 2 leti ali pa 3 leta nazaj, to samo zaradi tega povem, bolj zaradi tega fantka, ki je v zgodbi noter, kot zaradi sebe. In to, da razložim, kaj cvetje še vedno pomeni. No, jaz sem na vrtu nekaj grebem po zemlji, kar zelo rada počnem, in pride en fantek, 9 let star približno, se ustavi s kolesom, pa prav, Milena, vaše filme pa še zmerom po televiziji kažejo. In rekel naprej, zelo galanten, ampak veste, ste bili zelo lepa, ste bili mlada. Joj, ne me narobe razumeti, saj ste še. Tako da razne zgodbice se še vedno vežejo na cvetje. Omenili ste, da enkrat ste še zaigrali ta prizor, ko ste bili na poroki gospoda Šugmana. En stavek, najbolj znamenit. Mož, žena. Mož in žena, vrš življenje. Ja. Ampak kaj lahko ta del, recimo, tako se utopite zdaj, recimo, če vas bi mali zvala, pa bi za sekundo pomislili, pa bi tisti prizor poskušali ponoviti. A to gre? Ne, ne gre. To grejo lahko samo še besede, ker si drugačen. Drugač gledaš na stvari, tudi smešen bi bil, ne. Zdaj bi bila kvečem. Že za mamo njeno bi bila že skoraj malo prestara. Kaj šele to, ta Meta je pravzaprav, jo jaz zdaj, če kdaj kaj tako še ujamem, pa gledam, jo gledam pravzaprav kot gledalec, ne. Ker to je ena oseba, ki je pravzaprav moja vnukinja bi bila lahko. Žal nimam vnukov, ampak je tako, ne. Ker recimo prej, ko ste omenila, vas moram rahlo popraviti, ne da skoraj 40 let, ampak skoraj 50 let, ne, je zdaj od začetkov mojega nastopanja in igranja, saj že od cvetja precej več, pa je bilo že kar nekaj let pred cvetjem, no, tako da blizu 50, žal. Ampak v bistvu hkrati je to tudi pohvalno. Polde Bibič je dejal, da če vi ne bi ta lik odigrali, ne bi bil nikoli tako močan, izrazit. Celo pa ste videli na poroke hodila, ne, so vas vabili kot par. Ja, sva bila. No, ko smo snemali v Poljanski dolini, ker smo se imeli res čudovito, tam so bile tudi kakšne ohceti pa poroke, ne, in seveda nobena ni manjkala brez nas, ne. To smo bili na vseh porokah in zjutraj je bilo pač treba vstati in snemati, ne, pa smo imeli še včasih kakšne grudice od vina tako okrog ust.
Zelo lepo je bilo, ampak bilo je pa res, da sva potem s Poldetom enkrat mene pokliče nek gospod iz Štajerske visoko gor in prav, joj, je pa ne najmlajši, tam nekaj čez 30. Prav, jaz ne morem dati lepšega darila svoji nevesti, se bom poročil, kot če pridete vi na poroko. Plačam, kolikor šte. Sem rekel, nič ne boste plačali, če bom frej, ne, pa če lahko bom z veseljem prišla. Je rekel, ker ona Cvetje v jeseni, ne, ima tudi tako podobno usodo, midva sva tako dolg, se imava rada, pa nekako jima ni bilo dovoljeno, da se poročita, skratka, sem rekel, bom. No, pol je rekel pa, a bi rekli še Poldetu. Sem rekel, bom, seveda, bom tudi Poldetu rekla. In Polde je bil takrat že upokojen, jaz sem bila pa še v redni službi v Drami. Takrat in tisto soboto sva imela predstavo Hamleta, kjer sva oba igrala v Hamletu. In jaz pravim, ja, bova že prišla na poroko, ampak na okce ti nava mogla biti. Rekel, Polde, bova, jaz lahko rečem, da nimam cajta, ne, ker kot upokojen si to lahko prvošel. Prav sem rekla, fino. No, in sva šla, prišel v avto po naju in tako, ja, darilo, ne, kaj bova pa zdaj za darilo nesla poročno, ne morava nekih šalc ali pa krožnikov ali pa posteljnine ljudem, ki jih ne poznava, ne. In je Polde imel krasno idejo in rekel, veš kaj, bova tisto skupinsko fotografijo družinsko iz Cvetja v jeseni, ker vsi tam na tisti pred cerkvijo sedimo cela družina in je super zrihtal in je tak star okvir lesen, ta prav, ne, za tako fotografijo in še eno zame naredil, tako da vam jaz tudi to. No, in neseva midva to, prideva na to poroko, naj jo pripeljajo, seveda, in smo rahlo zamudili, ne, ker to je daleč iz Bohinjske Bele pa iz Tržiča, kjer je Polde takrat bil. In je bilo že se je začel. In nevesta je bila na vrhu stopnic njihove hiše, tako so bili pa stopnice dol, na koncu stopnice pa njen sin, ki ga je imela odprej, mami tako dobrodošlico za v zakon bral in tako, in ona stoji in naenkrat zagleda. In takole se ji solze spustijo. Začela jokati od sreče, ne. Bilo krasno, pol smo se pa seveda cela kolona avtomobilov, imenitnih, smo se peljali najprej v tisti grad, kaj tam, joj, ko imajo pisatelji ponavadi neka družina, ime sem pozabila, to se mi že v teh letih dogaja, ne. No, in potem pa na Pekrsko gorco v cerkev pa cerkvena poroka. Fantastično. Nad nami je ves čas leto en helikopter z napisom Srečno mladoporočenca, potem je bila pa poroka, ne, in ohcet. In to je bilo tudi na gradu in ponavadi ženin pa nevesta sedita, zraven pa starši, ne. Zdaj sta ženin pa nevesta sedela na sred, ampak starši niso sedeli zraven, ampak na en stran jaz, na en stran pa Polde. Glavno. No, in ko prineseva darila, ne, in dava to izročiva, spet se njej solze vlijejo od veselja. Ne, si zadovoljen, da je nekdo vesel. No, pol pa seveda zaplešeta ženin pa nevesta, pol pa ponavadi oče z nevesto, ne, so rekli, zdaj pa morata vidva s Poldetom. Polde je rekel, jaz ne bom plesal, res ne zna. Ker tisto, v Cvetju smo snemali še pa še tisto polko ali valček, ali kaj sva že plesala. Sem rekel, nič se ne bo zdaj delal, plesal boš morva, to morva, ne. In pa sva seveda zaplesala, ne. No, tako da. Tako da v bistvu osrečujete ljudi, ampak tudi mi smo danes srečni, da ste z nami. In zdaj, ko ste pripovedovali v tako doživeto, mislim, da smo vsi imeli sliko pred sabo, vi ste že od malih nog želeli, da boste vedeli, da boste v bistvu od najstniških sva rekla, da boste v igralka. Ne, kot otrok sem bila tako kot vsak otrok. Vsak teden sem imela drug poklica, ne. Tudi na vas je bilo tako, to danes se ne dogaja, ne, danes otroci drugače živijo, ampak takrat smo pa mi bili ves čas skupaj, vsi in odzunj in smo se nešteto igric izmišljevali. Zato jaz pravim, edino, kar je slabo danes je to, da se ne razvija fantazija otroka, ne, ker jim je vse prinešeno na računalnikih in tako, kar je dobro, ampak ne vse, ne. Mi smo morali svojo fantazijo sproščati ob tem, kaj se bomo igrali, ne. In tako smo se igrali, ne, vse od trgovine do teatra, policajev in zdravnikov in vse smo bili. In tako sem bila tudi jaz, ne. Ampak tam nekje od druge gimnazije naprej pravzaprav,
sem pa jaz že vedela, da to ali pa nič ne. In če ne bi naredila sprejemnega izpita, ne bi šla najbrž nič študirati, ker mi ni čist nič drugega pa zanimalo, ne. Ampak to je bilo od takrat naprej. Ste pa tudi zelo samostojni, to imate verjetno tudi po vaši mati, Ja. samohranilki, s tami ste živeli vmes še nekaj časa vi pri babici, ne, to je tako zelo lepo tudi opisano v vašem življenjepisu. Me je pa ta del mal se dotaknil, očeta niste poznali, niste se srečala, samo enkrat ste se nekaj kratko dopisovala, zdaj pa ta del Eno samo pismo. In še to je bilo glede Mi je napisal, preživnine, in ne? to takrat, ko sem končala gimnazijo, maturirala in sem potem seveda hotela iti študirati, ne. Je pa seveda nekaj malega je pač mami plačeval, a ne. In mu je najbrž bilo, da zdaj mi pa res, da imam dosti šole, ne, zakaj bi pa zdaj mogla še študirati, a ne. No, tako da tle Ampak jaz nikoli nisem- se pa niste srečala. Ne, pa veste kaj, tle pa jaz nisem čisto sentimentalna, ker ga nisem tudi mogoče kdaj, ko sem bila zelo še po puberteti, mogoče pa še to se zelo slabo spomnim. Jaz ga nisem, mislim, to je moj slučaj, Bog ne daj, da bi kdo mislil, da jaz zdaj to za vse govorim. Govorim o svojem slučaju. Ga nikoli nisem potrebovala, nikoli mi ni manjkal, ker mi smo bile 3 sestre, ne, in naša mama je bila res oboje. Ona je bila in oče in mama in mi smo bile fenomenalna družina. Vse štimal, mislim, jasno, nismo živeli bogato daleč od tega, ampak bogato na drug način. In žal je mama morala zelo prezgodaj umreti. In smo mi 3 sestre tako povezane, da še vedno in tako, mislim, nič ni nam manjkalo. Zato seveda jaz ne morem solz točiti ali pa mi biti žal za enim človekom, ki ne da je mene, da ga jaz nisem zanimala, ampak da je bil, moja mama je bila stara 20 let, ko je mene rodila, si predstavljam, kakšen otroček je bila, pa najbrž in takrat ni bilo fajn, a ne, ki je ostala sama. Da se je do nje grdo obnašal. In to imate tudi zelo lepo opisano v vaši biografiji, kot bi luna padla na zemljo. Tadej Golob je tako nazorno, jaz sem danes po noči še enkrat je šla brati in padeš noter, te vzame, čutiš vaše besede. Ampak veste, kaj ste vi mi rekli? Da vi sploh nimate vaše knjige. Nimam. Niti enega izvoda in tako da jaz sem že zelo pozabila, kaj vse sem mu govorila, a ne. Let pa pol je tole nastajalo. Kakšen odnos imate danes s Tadejem Golobom? Izvrsten. Mi zelo dober, prijateljski, prav prijateljski in tudi z njegovo ženo Mojco, ker midva sva lani celo leto prekrižarila Slovenijo po dolgem in počez, ker povsod so želeli, da prideva knjižnice in tako in smo vsi trije se vozili na ta potovanja in je bilo čudovito zmerom. In seveda, greš potem z veseljem, ker vidiš, vedno je bilo povsod polno ljudi in zelo tako benevolentni, bom rekla, prav prijetno in se tudi družimo tudi sicer malo izven tega. Čeprav sva se s Tadejem, ne, midva sva se poznala daleč nazaj, to je bilo moje prvo leto, ko sem bila ambasador UNICEF-a in moje prvo potovanje v tujino na teren je bil Nepal. In takrat je šla skupina slovenskih alpinistov, mlajših, na Davlagiri. Takrat, ko so dosegli vrh, je bilo kar velik uspeh. In jaz se zmenim z njimi, ker sem bila v Katmanduju 14 dni, en teden smo delali, hodili okrog po terenu, potem je bilo en teden pauze in potem še en teden. In za tisti teden vmes so oni šli na Davlagiri in jaz sem se že tle zmenila, da bi pa tisti teden šla z njimi, ne, en del poti, jasno, da ne na vrh. In sem tako tudi šla. No, in ti mladi fantje, takrat je bil seveda Tadej tudi še precej mlad, mlajši, no, saj še zmeraj mlad. In je, seveda, ne, preden so šli na pot, preden urejajo, tudi oni morajo v Katmanduju vse urediti, te papirje, to nekaj časa traja. In seveda mladi fantje, normalno, da so šli malo žurati, ne, en dan preden se je šlo. Ker so vedeli, da potem zelo dolgo ne bodo nič, ne, nikjer mogli se sprostiti. No, in tako pridemo in jaz pridem ta tudi in pol se peleš najprej iz Katmanduja v Pokaro z avionom, potem pa tam čaka avtobus za eno krajšo pot, pa je pa konc, ne, pa začneš hoditi. No, in v tem avtobusu se jaz tudi noter usedem, ne, normalno,
in pride to, zdaj vem, ne, kaj Tadej pripoveduje, in on pride noter in prav kolegu, jaz ne vem, jaz sem videl Mileno Zupančič, da noter sedi, a sem jaz še zmeraj pijan. No, in takrat smo se prvič spoznala. Pa potem je imel tudi intervju za Potem določene sva medije imela že pa veliko čez kar časa precej nazaj. Ja. let, sva imela pa intervju za Playboya, ne, takrat je delal sjajne intervjuje in jaz sem bila s tem intervjujem tudi zelo, zelo zadovoljna, ker me ni lih spraševal, a bom farbala jajca za veliko noč, ne, ker te včasih tudi to vprašajo. No, in In vas je res lepo ujel? Ja, ja, in potem... Ampak veste, za koga je tale knjiga? Za koga? Za vas. Bravo, hvala lepa. Dejali ste mi, da je nimate. Res je nimam. Sej, da ne bom nesramna, sej na začetku so mi dali knjige, ne, tisko, kot ti pač dajo, ampak jaz sem jih razdala, a ne. Navajajo, da ponovadi vi kot avtorica dobite 3, 5, mogoče 10 knjig. Ja, sem jih Pol jih morate dobila, pa kupiti, ne? ampak pol sem jih pa kupila in sem jih pač tudi rabila, ne, nekaj za neke darila in ampak so mi dali s popustom. Pol sem šla pa plačati na pošto, a ne, račun. In ono poštarico je skoraj kap zadela. Je rekla, kaj, a vi morate svojo knjigo plačevati? Ja, sem rekla, gospod, ko je to? Ja, hvala, Andreja. Malenkrat, ampak dajva se pa dotakniti ene teme, jaz mislim, da ste tukaj slovenski fenomen pokopališča. Vaša zgodba je bila zaznamovana s tem, da ste tukaj lepo opišete, ljudje okoli vas so skozi umirali in imate opise tako nazorne, potem pa se zgodi tam cirka pri 18 letih, ko dobite nalogo, da greste očistiti lobanjo vašega dedka, z njim ste bili več let, to ste imeli to tako obred, ne, če je nekdo umrl, se prej očistilo v tistem grobu, kar je bilo predvsem lobanjo. In usoda vam je doletela, da ste to naredili sami, ne? Takrat ste se spoprijateljili s tem strahom in danes kamorkoli greste, slika, fotografirate pokopališča, hodite na pokopališča po mir, ne? Skoraj dnevno, če gre, saj večkrat na teden. Ja, a veste, mene skozi zafrkavajo iz teh mojih potovanj po svetu, pa kamorkoli pridem, jaz imam največ fotografij iz pokopališča, ne, so doma, kar norca delajo, ampak je to res. Ne samo, da mene to, da so zelo zanimivi, ampak vsa od inkovskih do muslimanskih, pravoslavnih, krščanskih, to je neverjetno, ne, mene to tako zanima. Ja, na pokopališčih se jaz zelo umirim. Zelo sem rada tako, da ni benga, a ne, da sem sama. Tako mi je fino, fajn se počutim, mislim, se grozno čudno sliša, ne, če rečem, da se na Britofu dobro počutim, ampak vse. Ta mir, ta nekaj tako lepo. In recimo po tujini, ko hodiš po teh pokopališčih, ne samo to, ampak ti dosti zveš tudi pravzaprav o zgodovini teh krajev, teh držav, teh ljudi. Ne. Si ne bi recimo nikoli predstavljal, sej lahko prebereš, pa veš, ampak ko to vidiš je drugo, ne. Imaš recimo Inki, ne, kako so pokopavali svoje mrtve. To so eni taki ogromni stolpi, najlažje bi jih opisala, če bi rekla, da izgledajo tako kot silosi. Taki veliki, ne, in imajo eno manjšo odprtino in oni so svoje pokojne dali tako v stoječ položaj, pravzaprav na pol sedeč, pred to odprtino, ne, ta vrata recimo. Ampak tako, to je bilo pa vedno tako postavljeno, da ko so prvi sončni žarki prišli, da so osvetlili, da so skozi to odprtino, no, in ko to vidiš, ne, to dejansko marsikaj zastopiš pol, ne. Ampak kakršnekoli, mislim, celo rečeš, ne, te strašne vojne, ki jih pač Amerikanci so dali skozi in jih še zmeram, ne, po celem svetu, in ko vidimo te pokopališča, ne, teh padlih vojakov, Arlington, ne, to je tudi nekaj fenomenalnega. Tam sem se tudi, recimo, ne, da nam govorila samo in ki jih tudi tam si neka čudna energija vate pride, ne, ko gledaš tam ogromne prostore križev, samih belih križev, enakih, skupina od ene vojne, potem druge, ampak to je neskončno veliko. To je ogromen park in potem ob 5 to zaklenejo, da ne more nihče več noter, z mojo hčerjo, ki je bila takrat še v Ameriki, ne, sva šle tja in so bile zadnje, pa ena Korejka.
drugače je bilo vse prazno in smo morali pol zelo pohiteti, ker zaklenejo vrata, ne greš več ven. Ampak v tistem trenutku, ko mrak pada, se zasliši ta trobenta, vojaška, je neverjetno lepo. Vse vmes so tudi te zgodovinski spomeniki teh bivših herojev. Pa še nekaj, bom zelo hiter fertik, tam je, kaj me je tudi fasciniralo, ne? Sredi vseh teh neskončnih stotine in stotine belih križev, je pa edini en grob, ki je recimo mal izstopa, ampak zelo mal izstopa. To je tako en tak okrogel prostor, podest, in tam je pokopan John Kennedy. In ni nič drugega, samo da se ve, ne, je tako privzdignjen prostor in potem ima enostavno eno ploščo v tleh in piše John Kennedy. In še bolj me je pa presenetil, bom rekla, zraven pa enake velikosti plošča Jackie Onassis, ki je bila že Onassiseva, ampak pokopana je zraven Johna Kennedyja. Malo stran, tako v travci na hribčku, je pa taka majhna ploščica, je pa tudi, ki so ga ubili brata Teddyja, ne. Tako so fascinantne stvari, no, žal nimava časa, tle bi se Milena razgovorila. Ampak sem razumela, da to je vaša tema. Tle lahko do jutri govoriva. Pa dajva se dotakniti, tle ste tudi zelo taki striktni, kar rečete, prizori golote, ne? Nimate jih veliko v vaši karieri? Premalo. No, to ste vi, ja. Nasprotno, ne, vi ste celo, jaz sem hotela vas vprašati, a vam je žal, ker včasih kateri zvezdniki pozneje rečejo, da mi je pa žal za te prizore. Vi ste pa drugače rekli mladim igralkam, ne? Ne, meni pa absolutno ni žal. Žal jih je bilo res, ni bilo veliko, ampak v tem času, ko sem jaz recimo še to lahko snemala, je bilo to, ni bilo tako pogosto. Danes je za vsako figo, ne, so nagi, ali je treba ali ni treba, mislim. Takrat je bilo pa, ene trikrat pa so vsi, pa kar enkrat sem bila pa jaz, kakor da sem gola. Kje pa, ne, žal. To je bilo radikalno takrat za tisti čas. Je bilo. Ampak tako je, jaz sem, veste, je eno izkušnjo, dva igralca velika jugoslovanska, ne, Ljuba Tadić pa Milena Dravić sta mi dost pomagala, bom rekla, pri mojem zavedanju o teh prizorih. Ko sem snemala z Ljubo Tadićem Strah, je bil en prizor, jaz ležim v posli in on odgrne kovtar in sem jaz gola. Jaz sem mislila, umrla, ne, kako bom jaz to. In Ljuba je bil sjajen, ne, me je zelo lepo. Je rekel, veš kaj, vse, kar igralec naredi v vlogi in za vlogo, je častno, ne. Ni nič in to je res. In drugič, tudi, ne, v istem filmu Strah je pa Milena Dravić igrala eno od teh deklic v Kupleraju in je pri svoji stari stranki tudi imela gol prizor in so hoteli seveda iti dublerko. In Milena je rekla ne. In to sem jaz točen potem vedno, nikoli nisem dovolila dublerke. Kaj ti? Dublerka pride, nima pojma, kaj ta vloga pomeni. Če ji bo režiser rekel razkreč noge, jih bo razkrečila še dvakrat bolj, ker ne bo vedela zakaj. Na filmu, ko bo gledalec gledal, bo pa mislil, da je to Milena ali pa ta Milena naredila. Ker ti moraš vedeti, kdaj in koliko in kaj bi ta vloga, kaj bi ta oseba naredila v takem prizoru. In narediš samo toliko, ne. Tako da jaz nisem nikoli pristala na to, da bi nekdo namesto mene se ljudem kazal, ne, na grd način, ker ne bi imeli zveze z vlogo. Tako da to sem pa seveda, vedno to, sem pa tudi vztrajala, če se mi zdelo pa kdaj, da je to neumno, ne. To je bilo recimo v tem znameniti Žašljarci, ki ima kar nekaj takih na pol golih prizorov, ampak tam, ki pašejo, ne. Recimo, če jo posiljujejo sezonski delavci in ji raztrgajo obleko v tam, ki jim pospravlja, ja, normalno, je to del vloge, je to nekaj, kar paše zraven. Ampak, ko je pa Matjaž Klopčič, moj sicer prijatelj, zelo dobro sva sodelovala, ampak ne, vse se pa tudi ne pusti. In v prvem prizoru en mlad mulček, ona seksa z enim mladim fantom v hosti in jo zaloti njen mož Žašler Polde, ne. In potem pride Žašler zraven, jaz sem imela tako eno kombinežo oblečeno gor
In Matjaž hoče, da zdaj pride žašlar k njej in ji potegne kombinežo dol. Jaz rekam, Matjaž, tega ne bom posnela, pa če ne vem kaj, ker je butast. A mož, ki jo zalot z drugim, bo prišel zdaj njene Joške gledat. Mislim, to je res neumen, a ne? In ni govora in nisem hotela. No, in smo seveda pol posneli tako, kot sem jaz hotela, lepo s kombinežo gora, ne? In takrat je bil Matjaž kar nekaj časa hud name, vmes smo imeli pavzo, ne, poletno, takrat sem šla v Dubrovnik delati Antigono in na jesen smo nadaljevali normalno. No. Ampak veste, kateri podatek me je po vas najbolj presenetil? Ne to, da ste strastna kadilka, ne da ne marate jutri, ampak to, da ste bili sramežljivi in da ste to sramežljivost skrili skozi vloge, da se je sicer zmanjšala, nekje zapisujete, ampak da je še vedno imate. Jaz vam pa tega ne bi prepisala. Ja, veliko manj, seveda. Z leta v leto manj, to je res, ne? Ker zdaj se ne splača več, da te je sram ali pa da se jeziš. Zdaj moraš vzeti od življenja tisto, kar je ta boljše. Škoda zgublja čas s takimi traparijami. Ja, je pa res, ne? Mislim, jaz pravim, da igralski poklic je seveda ni enostaven, ker ljudje si to ne predstavljajo, da ti moraš v bistvu znati ne odlično, ne popolno, ampak v bistvu moraš znati vse poklice, ne? Moraš se znati potapljati, moraš znati smučati, moraš znati plezati, moraš znati plet, moraš znati to, moraš znati, vse moraš znati, vsaj približno, ne? In še to mimogrede, ne, jaz že tako včasih zdaj težko slišim, če se mi reče poklic igralka, ker to je čist pri nas več ne velja, ne. To se enkrat pojaviš, ne, ali pa v nekem resničnostnem šovu, pol pa malo nastopiš, pa afne guncaš, pa šmiraš, pa kar napišejo igralka, igralc, ja. Ne, zdaj igralci, žal, ne, moramo pa srednjo šolo končati, pa maturirati, pa 4 leta študirati, pa diplomirati, pa si pa na nivoju, si pa igralec tako, kot je, no, ne bom nič več naprej o tem govorila. Ampak, ko smo ravno pri igralstvu, Boris Cavazza mi je dejal, da več časa potrebuje, da se recimo besedilo nauči. To mu je razlika od prej. Ali pa vas? Isto. Veste kaj, jaz se nisem nikoli učila, mislila, da je najtežji del pri tem poklicu naučiti se tekst. To je najmanj, to pride samo po sebi, dolg časa, ne. Ker včasih je bilo tudi več bralnih vaj, ne. In na bralnih vajah, ko to ponavljaš, ti tekst pride sam. Predvsem pa takrat v vlogi veliko razmišljaš, ne. Kar naprej ti nek črviček govori, kako bi to naredil, kaj bi bilo to. Recimo, kaj se vem, pražiš krompir, pa misliš, kako bom pa zdaj Zofija hodila tam pa tam, ne. In tekst sam po sebi je prišel in jaz nisem se nikoli znala učiti na pamet. Potem pridejo pa leta, a ne, ko pa se je treba začeti malo učiti. In nimam vgrajenega tega in to mi je zdaj pa res muka, da se moram tekst res na pamet učiti. To to z leti pa je to. Ampak dajte mi še povedati, kakšna je drugače Milena Zupančič, kadar ni na odru, kadar ne nastopa, kakšen je vaš dan, kaj delate? Veliko. Zjutraj vstanete, imate najprej eno kavo, pa cigaret. Ja, zdaj imam sicer, sem imela pač neke zdravstvene težave, moram se malo nazaj držati, ampak celo življenje je moj sistem bil ta. Jaz si sama delam jabolčen kis, a ne, sama ga naredim, ga nikomur ne dam, tudi svojim najbližjim, ne. In vsako jutro najprej tak velik kozarec, toliko kisa, pa vodo, pa to spijem, to je prvo. Potem pa spijem najprej turško kavo, zdaj govorimo tako rekoč celem življenju, mislim, tem, ne, odraslem. Turško kavo, pa 2 cigareta zraven, potem si pa nes naredim, pa še 2 cigareta zraven, ali pa 3. Potem šele lahko začnem funkcionirati, ne. No, zdaj sem malo. Drugače pa delam jaz vse, ne. Vse, mislim, vse moram delati. Jaz sem se tudi tako navadila, jaz sem celo življenje tako živela in meni se to ne zdi nič posebenega. Da pipo popravim, da travo kosim, da ograjo zabijam, da kuham, da mislim vse, ne. Čakajte, to tisto, ko ste prav menili, vse sami delate? Ja, vse. Mislim,
Zdaj že moram za kakšno težko stvar, pa že moram koga, a ne. Se imam, hvala Bogu, imam sorodnike, prijatelje, ki mi priskočijo na pomoč, a ne kakšno zelo težko stvar, to res ne morem, a Pa ne. mož verjetno bi tudi naredil. On je pa bolj umetnik. Vi ste bili v bistvu zdaj res odsotni, mi smo se že prej pogovarjali z oddajo, malo vas je Ja. bolezen vam je nagajala, Ja. tako da v bistvu je to eden prvih nastopov zdaj po vaši Čisto daljši prvi. odsotnosti, ne? Ja, čisto prvo. Ne, razen, pardon. Se meni je všeč ta odgovor, ki ste rekli čisto prvi. Ja, ne, ampak takle zares, ne, konkreten. Ampak 2 dni potem, ko sem prišla z bolnice, sem pa besedilo prebrala za eno reklamo, ki jo zdaj vrtijo. Bravo. Ampak 2 dni po tistem, ampak sem rekla, ne morem še nikamer. Jaz sem rekla, lahko pridemo tja, sem rekla, to pa lahko, ne, za mizo pa že 5 stavkov prebrala. In gospa Milena, dajva zaključiti z mislijo, kaj je tisto, kar usreči vašo dušo in poboža vaše misli? To je pa težko vprašanje. Kaj vas usreči, kaj je tisto? Ja, veste kaj, tako kot vsaka ženska, vsaka mama bi rekla, najbolj poboža to, če vidiš svojega otroka srečnega pa zadovoljenega. Čez to božanje ga ni, ne. Ampak meni zelo lahko poboža tudi, ko sonce posije, ali pa če te prav dež pada, pa so strele, tudi to me poboža. Pobožajo me nasmehi ljudi, ali pa če v oči gledajo, to me zelo, ne, to zelo v Sloveniji pogrešam, to recimo, sem bila zmeraj zelo srečna v teh, pravzaprav, takih deželah, kjer mislimo, kjer res so reveži, ne, pa vse gre narobe in trpijo, ampak nasmeh imajo do ušes in vsi te gledajo naravnost v oči. Noben ne gleda v tla, pri nas pa večina v tla gleda, a ne. To mene tudi zelo, zelo poboža, ja. Nek svet v obraz, nek optimizem. Ja, to me tudi. Gospa Milena, hvala lepa, ker ste jutro delili z nami. Tukaj imate napis, da niste jutranja oseba. Vi ste naredili izjemo, do 12 ure ponovadi ne funkcionirate, danes ste pa že zgodaj zjutraj v naši družbi, tako da imava eno popotnico za spomin. Joj, super. Joj, to bo pa zdaj za jutranjo kavo, lahko? Lahko. Super. Saj sem se hotela na začetku upravičiti, da jaz zjutraj slabo delujem. Fantastični ste bili, jaz mislim, da to lahko vsi skupaj potrdimo. Še enkrat, hvala lepa, ker ste bili naša gostja, nas pobožali z mislimi, karizmo. Hvala, ker delite vaše ideje in jih tako nesebično širite med nas. Tako da še enkrat hvala lepa in naj bo vaša pot še naprej tako uspešna in srečna. Hvala, Andreja, hvala za povabilo. Hvala. Kljub jutro je bilo zelo prijetno. Hvala lepa in hvala lepa vsem vam, drage obiskovalke, obiskovalci, da ste napolnili ta prostor s tako čudovito energijo, ki nas boža. Hvala pa tudi vsem vam, drage gledalke, cenjeni gledalci, za vašo pozornost. Do prihodnjega zajtrka pri Andreji pa vam želim srečno.